Tamle se že kar malo usipijo ga. Denov še kaj ne naja zletel. Ali pa tak tipar je zraven postavil, da so kar noči. Ja, noter se skipa, direkt. Zdaj se vse nekaj dogaja, tamle se pesek usipje, tlela že voda od ne vem kje teče. Tamle imamo Maldive slovenske. Jih bom poj pokazal, ena taka fan modra voda. Bi zaprekel, da je bolj mrtvo v kamnoloma, ampak se kar dogaja skozi. Poleg ostalih mašin se vidi, ker skozi neki rovarijo. Danes pa nekaj drugega spet snimamo. Skanjo, XT v kamnoloma, kiparja. Imam pa kolega Bojana, ki oblada te zadeve, tako da je še on malo porazložil pa pokazal. Bojan, pozdravljen! Živjo! Enač, danes bomo malo pogledali, kaj smo naredili pri skanji glede kiparjev. Jaz sam vem, da je skanja pa XT. Niti mi ni jasno, kva XT sploh pomeni. Kaj je nakrosla? XT pomeni extra tough, se pravi, da je narejen za extra tough pogoje. Posebnost tega je pa to, da dejansko je avto opremljen z jeklenim odbijačem. Takole. Za orang trdo. Švedsko jeklo, ki je 150 mm bolj ven dan, se pravi, da je zaščiten del, prvi del kabine. XT pomeni tudi posebnost to, da ima že zaščitene luči, ker vemo, da delajo v takih pogojih. Potem imamo tole stopnico. Ja. Pa... Tlele pa zajla pa juha pride, da vam potegneš. Tako je. Če likit not ostane. Pa ponovadi kontra skanja, kakšen ga vam potegne. Pa ta stopnica pa nam pomaga, da stopa tako na gor. Pa lahko spucava avto, kakorkoli šipo, ker je problem v teh kamnolomih, so vedno šipe problem. Pa posebnost je to, da je spodaj zaščiten spet, ogledala so ojačana. Se pravi, ko vsi vemo, ker te kamioni delajo tam, ko so veje in vse to, je težje razbiti ogledala. Da ni tako, kot pa naših traktorjah, ki je to že vse pobit pa pokrivljen po tistih vejah. To pomeni XT. Drugače pa skanja kot skanja, vsaka pač naredi se posebej po željah kupca. Kaj to pa, da je upremo izbiraš, kaj pa je kaj varianta? Ne samo uprema, vse, od osnih konfiguracij do kakšnih motorjev, kakšnih menjalnikov. Se pravi, nekdo rabi več pogonov, naredimo, da so vse osovine pogonske. Nekdo rabi samo eno pogonsko, dobi samo eno. Nekdo rabi takle avto na nižji šasiji. To mi vse prilagajamo. Tukaj je zelo pomembno, ker danes so marže pri prevozih zelo majhne in dejansko vsak cent šteje. Tudi na tole šasijo oziroma na tale avto pride lahko hruška ali pa ne vem, za asfalt voziti ali pa ne vem, kva imajo še vse sorte. Tako, ta ista, približno ista šasija, ki zdaj vidva, ima lahko že hruško gor. Kaj pa pomeni tale KH, Kipar? KH Kipar je pa nadgradnja, to je poljski proizvajalec. Tale nadgradnja je pa dejansko, kot si že sam povedal, muda. Pravilno je enostrano kipanje, se pravi zato, ker imamo kipanje samo iz zadnje stranice in v obliki črke uje. Kola, okol. Tako. Da je to močno, a ne? Ne, samo zato, ampak zato, da bolj lažje material se izsipa ven. Material bolj teče, zato ker ni ostrih robov. In če ti zemljo naložiš na ostre robove, ti vedno po robu ostane. To se pravi, da lažje ven leti. Tako, prva stranica je po stran narejena. Ravno zato, da se lepše material skipa ven. A je takola? Tako. Dajmo povej, ko smo lik še pri kasonah. Pa me zanima, koliko pa gre to, koliko kubikov, koliko teže, koliko je kaj, a pa koliko je sploh skupna nosilnost, saj smo povedal glede kilaže pa tonaže pa teh zadev. Tako, zdaj avto sam, mogoče bi zdaj sam še povedal, ko prijem začneva tole, da govoriva v avtu 8x4. Število vsi in koliko teh vsi je pogonskih. Se pravi, imamo 4 vsi, prva, druga, tretja, četrta, od tega sta tretja in četrta os pogonski, zato je 8x4. Se pravi, če bi imela prvo, drugo, tretjo in četrto, bi bilo 8x8. Potem pa obstaja varianta še 8x6, ki bi bilo pa kaj? To se pravi, kaj na te drugo, tretjo, četrto? Odlično. Odlično. Sem že mogel kar malo pomisliti, kaj je to enih številk pa enih kratov. Avto sam je težek, kako ga zdaj vidva, majčkam pod 10 tonami. Brez nadgradnje, samo šasija, se pravi skanja. Z nadgradnjo, ki je zdaj vidva prazen, tehta 14 ton pa pol. In zdaj to pomeni kaj? Glede na to, da take na cesto smejo iti 32 ton, imava se temu reče nosilnost 17 ton pa pol. Po domač povedano lahko peleš uradno 17 ton pa pol. 17 ton pa pol, kar ne butaš not. Tako. Kaj norca. Ja. Koliko pa je to, recimo, je to že skupam? Ne. Ni skupam? Nažalost ne. Ne. Čak, koliko pa je kubikov? Nadgradnja je 18 kubikov. To dejansko, če bi vzela faktor 1,5, 1,7, veva, da so kar krepko čez. Čak, to se pravi, en kubik šodra je 1 tona pa pol težek. Približno. Odvisno, kjer material dava noter. Koliko sva rekla, 32 ton lahko peljemo zaradi zakona, ampak avto tehnično pa lahko pelje 42 ton.
To se pravi, v homologaciji 42 ton piše. Tako je. Skupne teže polhne. Tako. Dobro. Zato, ker ima prva os 8 ton, druga os 8 ton, pa dvakrat po 13 v zadnji. Aha. To se pravi, te zadnje so ta hude. Tako da, ja, Zato ima pa tudi dopelt kolesa, vidim. Tako Dvojne. Aj, koliko pa je tukaj barov not? Jaz vem, da je to napumpan, če už ga je kar luknjo naredil poden. Približno 8,5. A je 8,5. Ja. Sam je pa tudi volumna, tako da je to poč, kot si rekel, to je ka bomba. To je za nafto 300 litrški, A sta dva ali samo eden? samo eden. Evo, se fan sliš. Ja, to je pa Hardox. Kardox. Hardox. No, vidiš, da v kaskali voziš, pa tako reči, da ni vse zgonen kuj. Tako. Zdaj debelina je spremenljiva, se pravi imava 7 pa 5 mm, 7 je pod, stranica je pa 5. Zdaj posebnost mogoče še to, tale Kiper ima dejansko še zadnjo stranico hidravlično. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da dejansko ti znotraj lahko odpreš stranico. To je ful dobro, zato ker ti posipavaš cesto, odpreš, kolikor rabiš v špranjo A ja, točen. in dejansko samo Pa sam šopaš naprej. samo šopaš. Ja, da imaš enakomerno poglikan, to sem jaz že videl take posnetke. Bom probal kakšnega odprli, pa če mi jih najdu. To je zaščita zato, ker naklada, da če zveva, ker naklada vsak noter, če malo pade materijala mim, da nama ne razbije blatnike, rezervarje, na un stran imava še AdBlue rezervar. Dobro, daj, če bo znoj nakladal, pa ni taka reč. Ne, Pa ni, ker res smo pred Rosilce tudi vse mim leti, ampak tam ni panike, sam se vidi, če to skala ali pa kam ne, hotele tovče, je pa to hit vse v šlesan pa v tovčen. Tudi verjete se kakšen. ja. Pa silo sem, da so vozili tudi silažo, silažo pa zelje. zele. A je Zelje zdaj sem tudi? tudi videl. Ja, evo, kva se to vse ponuca. Čakaj, to se v kamo pospravijo, a kva imatle na Ja, ročke? ta odbijač je zato, da ga mi da lahko posprava, Ja, še posebej takrat, ko kipaš v zadnji. aha. Ali pa greš v rikvrc, zato da ne zapneš, da ne drsa po tleh. Jaz bi rekel Kiper ka Kiper, zdaj pa ne vem. A se kaj razlikujejo, kaj pa je drugače tale v drugih, kaj ga danes tle gledamo recimo. Ja, tega smo posebej optimizirali v bistvu za slovenski trg, v bistvu za slovensko uporabo kupcev, predvsem zato, ker zoptimiziran, da dejansko tiska rabijo, tako kot sva rekla, skanja je modularna in lahko naredimo tako, kot nam paše. Posebej je to, da je dejansko to v lutnih zavorah, ni po domač povedano na diskah. A se to kaj vidi tlela? Ja, se vidi. In posebnost recimo pri skanji je to, tle imava, A ja, tlele gor. Disk zavore. dejansko je čeljust postavljena vzgoraj. In zakaj je to dobro? Ker vsi vemo, če delaš v blatu ali v nečistoči, se lahko v diskih in gumicah vse nabere ta nečistoča in potem lahko naredi, da čeljusti zaštekajo. Ker so pa čeljusti tako postavljene, so bolj zaščitene in dejansko nobena svinarija teže pride do nečistoč, do umazanije, do čeljusti. Ja, čakaj, kako si rekel, da je to posebnost, kaj pa je poj pri drugih, kaj so bobna, kakšni zavore so sploh še? Ja, eni proizvajalci imajo kombinacijo, se pravi, sprednji diske v zadnji bobne, ali pa da se jemlje dejansko stranke, so se v preteklosti zelo veliko odločale za samo bobne, kar pa dejansko ni pravilni izkoristek, ker je dejansko vzdrževanje bobnov mnogo dražje in efekt bobna pri zaviranju je slabši. Prej smo nekaj govorila, še nisem snimal, tisti retardera, tista bremza. Na kamionu imava dve varianti, se pravi, imava motorno zavoro, se pravi zaviranje z izpušnim plinom. Retarder ima pa ta posebnost, ker načeloma se stranke do zdaj niso odločile, dokler niso ugotovile, koliko je dober retarder. Retarder pa pomeni to, da zavira z hidravličnim efektom, ki se pa dogaja vse na koncu menjalnika. Po domač povedan, olje se noter pritisne v take lopatice in to kontra olje ustvarja kontramoment. Dejansko mi nič več ne nucamo zavor. 32 oziroma 42 ton ustaviti. Ja, to rabiš celega vola. Tako, pa ne to, ni to šleper, ki ga ustaviš mogoče na vsakih 100 km, tega ustaviš na vsakih 500 metrov. Non-stop, a ne? Vse veva, kako je danes vožnja po mestu ali pa po lokalnih cestah. Rezerven kuvo. Kaj so te fedre, da mu oblažiš šasijo, pa kaj so gora, kva? Spod imamo osnovno šasijo, zgor imamo pa šasijo od nadgradnje. In tam, ko sta te dve skupaj združene, prvi del mora bolj dihati. Zakaj? Ker midva odpreva kipo do konca, ali pa ko avto plava po neravninah, mora kle dihati. V zadaj, če pogledaš, je pa fiksno narejen. A vidiš? A ja, pa res. Tlele se pa začneš šraufom. Tlele zadnji sem videl feder, to se pravi, te prve akse so na fedrah, zadnji pa sva rekla na blazinah. Tako. Blazine prinese zelo veliko prednosti. Če jih samo naštejem, najbolj pomembne so recimo udobje, ker mi vsi vemo, da se tele kamioni vozijo 50% prazni. Se pravi, v eno stran pele poln, v drugo se vedno vrača prazen.
tako kot bo pol videla, ko se vam malo pelala, ko boš probal, boš videl, da dejansko, a je poln ali prazen, je vedno enak komfort. Zdaj greva pa z Bojanom en krog, da vidimo, kako se to kaj pile. In trenutno je lih tako, da se bo oseben v avto pelal. Škaj, tudi če so prazna, je zračno zmeten in je dejansko tako udoben, kot da bi bil poln oziroma plava ves čas. Tako da čisto vseeno, si poln ali prazen, udobje imaš skozi. Tako so včasih stari šoferji rekli, ko so bili na fedrih, da ko si šel prazen, da si čakal, kdaj ti bo plombe vam pometal, kaj je to krukal. Dele sva se spraznimo vozila, pa še spolhanimo, da vidimo, kako to šva. Zdaj, posebnost naših blazin, rešitve pri Scanii, je pa to, da je prvi del pri blazinah narejen kakor feder. Majhen se vidi tam zadnji, ja? Tako, zadnji imamo pa blazino. A zadnji pa tiste balon. Tako, in kaj smo zdaj naredili? Zdaj smo združili, da je feder, vsi bojo rekli, feder je zato boljš, ker se bolj prilega neravninam. To je res, ampak mi smo združili kle oboje. Prileganje neravninam in udobje v zadnji meh glede vožnje. Posebnost pri blazinah je tudi to, da lahko uporabimo funkcijo prenos teže. Scania ima rešitev, da midva lahko preneseva težo iz tega diferencijala, iz te pogonske osi na to pogonsko os in obratno z knofom noter. To ti bom poj pokazal, boš videl, tudi se ti izpiše, koliko se prenese. To se pravi, če sem jaz prav zastopil, ne vem, če imaš tlele 3 tone na T-Lax, pa 3 tone na T-Lax, lahko tako narediš, da imaš poj na koncu samo 1 tono na T-Lax, tle jih imaš pa 5 ton. Točno tako. In to je zelo pomembno takrat, ker se te vozila peljejo prazna. Po domač povedan, če vemo, včasih so dajali na vozila, ki so imeli v zadnjem pogonu osebna, en žakelj cementa noter. Ne bi jim falna. Tako. Kamor ni šel po zim. Tako. Zato, da je dejansko bil obtežena pogonska os. In mi pa virtualno, mi pa to naredimo lahko tako, da prenesemo to težo sem in dejansko tudi, ko imamo slabo trakcijo, maksimalno pritisnemo na to eno pogonsko os, ki ima oprijem. To se pravi, v bistvu eno akso malo przigneš. Imaš pa varianto, ta prvo pa ta zadnjo, pač kjerokoli češ, a ne? Tako, odvisno kaj rabiš. Če greš v reverse ali pa če greš naprej, je pa drugače, hočeš imeti težo razporejeno. Tole pa so nagledače pa po. Same tonaže pa same kubiki, bohaj koliko kubikov nese tistala šapla. Delava probava s timola kiparjam, tist low transfer, to se pravi tist prenos teže iz akse na akso, da se vidi pomen. Enkrat bo zakopal, pa teže prestavil, naj bi pa speljal. Kar probaj. To se pravi, da je zmuj sklopljen. Na katero akso boš dal težo? Na prvo pogonsko. Na prvo pogonsko. Da vidimo, če bo tudi zakopal, a ne zakopal. Evo ga. Zdaj pa speljal kaj nič, bolj je v tla, v bremenu. In poj to hrab pa prime in gre. Ja, prvo, kar je najbolj, klele imamo, če pogledava, ful dober sedež, ne? Tako kot tvoj je tudi ta, zlačno zmeten. Se pravi, klele imamo ročico za menjalnik, se pravi, zbereva prestave in dejansko ta ista ročica služi tudi, ko smo se prej pogovarjali, da aktiviraš retarder, se pravi zavoro. To je avtomatik, ki pa dejansko ima 12 prestav plus 2, se pravi plus 2 so zato, da so zelo počasne prestave. Zdaj, kaj je posebnost mogoče klele še to, ker je to 8x4 avto, v zadju vklapljava diferencijale. Drugač pa posebnost Scania kabin je to, da dejansko je ista kabina lahko na kiparju kot je na šleparju. Se pravi, komfort je maksimalen. Tudi v zadje vidva, imamo vse odlagalne mesta, mreže. Ej, majster, tam sem videl, kaj piše G450, to je 450 konjev, pa je G. Tip kabine. A je to pa kabina? Ja, mi imamo kabine, se pravi L, P, G, R, S. Se pravi, ta tip kabine pa pove, koliko paš noter prostora, stojne višine in notranje dimenzije kabine se spreminjajo. Tale kipar, a ne, kaj sam gas pa brin za avtomatik. Ko pa če moraš kam do milimetra točno pripeljati, pa to, se veš. Ja, OptiCruise menjalnik od Scanie ponuja tudi funkcijo z mehkim premikom gasa si lahko natančen zelo, tudi do milimetra, tako da mogoče bi jaz kar predlagal, če bi ti tole probal. Najboljš. A drugače je to fora, kva, vsi kiparji pa niso toliko natančni, kako je to? Ne, mora biti ta prav, recimo Scania in menjalnik to ponuja. Kljub temu, da je avtomatik, ne rabiš sklopke. Da bi bil zelo natančen. Bo postavila pa teni žogco gor, ti se boš mogel pa približati tej teni žogci zelo, da jo se dotakneš, ne pa podreš. Dobro. V redu? Odlično, dajva probati. Stožaš pa teni žogca, jaz sem pa probal čim bolj približati, da vidimo, koliko je to natančno.
Evo kamero. Evo, hvala. Klemen, čau! Čau, Tovar. Pa samo ugasa. Tako, se pravi, kle imava dve stvari. Tvoje živce bomo probali, pa koliko natančen je kamion. Tako da dve stvari naenkrat testirava. Pa prav tako, kako po noči ne spustiš igre, a ne te pa veliko, da boš pokazal, da te... Tako, tako. Tako da, Klemen, srečno. Upajmo, nekaj dosti nimaš za zaprkniti. Si kar v redu. Kar ratel, tako da, kaj lahko rečeva glede skanje? No, jaz pa lahko rečem, da imaš zelo dobre živce, da nisi tudi malo trzno. No? Gledaš, ampak se tudi navidaš, da si hoče, no, pa... Se da. Glede na to, da si prvič probal. No? A pa sem mu sam srečo, ne vem pa je. Ne. Znanje in kvaliteta stroja. Tako da, hvala lepa, Scania Slovenija, pa ostali, ki so sodelovali. To je pa to. Živ!